tokrat v občinskem informatorju. Svetniki v Rušah niso hoteli sprejemanja sklepov o umeščanju zahodne obvoznice. Zaradi incidenta Arsenoviča izstopajo iz koalicije. Kmalu pričetek del ureditve nabrežja Drava-Lent. Uradna otvoritev sistema souporabe koles. V Kungoti ponovno vseslovenska razstava izdelkov ročnih del in rezbarstva. Življenje z multiplo sklerozo. Mariborski tekvondoisti uspešni na Evropskem prvenstvu v Poreču. Lepo pozdravljeni. Tokrat začenjamo v Rušah, kjer so včeraj na 6. izredni seji občinskega sveta občine Ruše občinski svetniki izglasovali umik točke aktivnosti in finančne posledice prostorskega umeščanja trans nove državne ceste v Rušah. Več pa v prispevku. Svetniki so na začetku seje hoteli pri točki aktivnosti in finančne posledice prostorskega umeščanja nove državne trase v Rušah, umik gradiva, hkrati pa tudi umik predlaganih sklepov. Želeli so, da se ohrani le stroškovnik. Mi predlagamo eno spremembo, in sicer, da se gradiva, ki so danes predložene po točki 1, umakne, vključno z sklepi, po katerih bi danes občinski svet glasoval. Kdo je za umik točke aktivnosti in finančne posledice prostorskega umeščanja tras nove obvoznice? Kdo je za umik te točke? Kako naprej, županja zaenkrat ne ve. Svetniki so torej zahtevali umik gradiva, gradiva ne moremo umakniti. To je v bistvu gradivo, ki kaže na vse aktivnosti v zvezi z obvoznico. Zahtevali so umik sklepov, sklepi, ki so bili pripravljeni, so omogočili tudi to, da odločijo in vržejo ven iz prostorskega plana in ali obvoznico, torej varianto 1 ali obvoznico varianto 2. Zopet niso želeli v tem smislu odločati. Svetniki so nam povedali, da so upali, da bo na seji prišlo do sodelovanja županje s svetniki. Mi ne moremo glasovati o teh sklepih, saj smo že na februarski seji zelo jasno povedali županji, da mora ustaviti vse aktivnosti in ne more siliti svetnikov k glasovanju o nekih točkah, za katere smo mi odločili že, da se prenehajo. Želimo samo to, da ta prostorski načrt brez te zadeve gre naprej. In ker županja nikakor noče tega sprejeti, smo pač zdaj v tej poziciji, kjer smo. In jaz verjamem, da bomo seveda občinski svetniki v skladu z poslovnikom na nek način dosegli to, kar smo si na začetku tudi zastavili. Pripravili so svoja sklepa, ki pa jih županja ni želela obravnavati, saj je dejala, da z njimi ni seznanjena. Mi se ne strinjamo z stvarmi, ki jih je v bistvu pripravljala na nek način v tajnosti. Nihče od nas o tem predhodno ni bil obveščen. Tudi zato smo se zdaj na to sejo pripravili, predlagali sklepe, s katerimi se strinjamo, torej da se iz OP1 izloči ta novo nastala trasa, da se ohrani trasa, ki je vrisana že skoraj 30 let. Hkrati bi s tem zagotovili, da gre OP1 naprej in se potem sprejme OPP1. Podprli niso niti predloga o nakupu zemljišča ob športnih objektih v Rušah. Ste povedali, da še ne veste, kaj bi delali na tem območju. Vsi vemo, da je nekaj v zvezi s športom. Malce kasneje ste dejali, da bi lahko tukaj bilo strelišče, ampak tudi to ni čisto sigurno. Teda praktično bi občina sodelovala na licitaciji tega zemljišča, na dražbi, pa dejansko ne veste, vsaj ne osnovno idejo, kaj bi se tam gradilo. Trenutno so na enem izmed teh zemljišč športne površine, tenis igrišča, za katera bi bilo zagotovo smiselno, da pride lastništvo, torej zemljišče v last občine Ruše in s tem se tudi zaokrožuje celota naše športne ponudbe v športnem parku. Hkrati pa je na razpolago še zemljišče, kjer trenutno ni vsebin, tam sem tudi vsebine naštela. Če svetniki smatrajo, da je nesmiseln nakup takšnega zemljišča, oni so odločevalci in prav je, da so tako tudi odločili. Nakup bi podprli, če bi dobili privatnega investitorja, ki bi vlagal v objekte. Županja ni podala nobenega konkretnega razmišljanja, vidi se, da nima vizije, kar se vidi pravzaprav tudi že nekaj zadnjih let. In seveda, če mi želimo slediti javni interes, po mojem smo ga v tem primeru občinski svetniki sledili in tudi prišparali nekaj denarja, ker v končni fazi bi občina morali izenačiti zadnjo ponudbo, za to porabiti 150 000 evrov, kjer
kjer bomo mogoče nekoč nekaj naredili. Športne površine v Rušah smatramo, da so dovolj velike, občina kot takšna pa nima dovolj denarja za vlaganje v nove objekte. S tem, ko bi mi šli v nakup nekega zemljišča, bi dejansko imeli zemljišče na zalogo in to zemljišče dolga leta ne bi služilo temu svojemu namenu. Svetniki so po seji sklicali 7. izredno sejo, ki bo prihodnji teden 11. maja. Poudarili so, da se na podano pisno zahtevo svetnika občinskega sveta za sklic izredne seje iz dne 26. aprila županja in občinska uprava niso odzvali. In tako niso sklicali zahtevane izredne seje v predpisanem roku 7 dni. Zato so jo tokrat sklicali predlagatelji sami. Kljub številnim pozivom k odstopu zaradi incidenta z mladoletnikom, župan mestne občine Maribor ni odstopil. V preteklih dneh je izgubil še enega koalicijskega partnerja. Odzvali so se tudi o SD, a brez konkretnih odločitev. Po incidentu, ki se je zgodil med Sašo Arsenovičem, mariborskim županom in mladoletnikom, je lista kolesarjev in pešcev izstopila iz koalicije. O odstopu iz koalicije pa obvestil tudi Igor Jurišič, stranka mladih Zeleni Evrope. Se je za naš odstop iz koalicije, ki smo ga seveda mi poslali, dejansko odločil župan. Mi smo v koaliciji zmerom delali v korist mesta, in bili so tudi trenutki, zagotovo težki trenutki v koaliciji. 22. aprila so namreč županu podali predlog, da se odpravi na dopust do 21. junija, a tega ni sprejel. Torej do dneva, ko razpis predčasnih volitev več ni potreben in po tistem datumu odstopil in bi mesto vodil eden od podžupanov oziroma podžupanja. Meni namreč, da volitve, ki bi se zgodile manj kot pol leta pred rednimi, niso smiselne. Bi bile velika škoda za Maribor, saj bi se Maribor ukvarjal v tem obdobju, ko se vzpostavlja nova vlada in ko se bodo prijavljali in pripravljali novi projekti, izključno z volitvami, in to bi bilo za Maribor absolutno škodljivo. Na pretekle dogodke so se odzvali tudi v Socialnih demokratih, ki se sicer za odstop niso odločili, saj podžupanja ne bo odstopila. To morda vendarle pomeni, da župana še naprej podpirajo, čeprav so njegova dejanja obsodili. Vsi vemo, kaj se je zdaj trenutno zgodilo. Mi imamo sklep. Socialni demokrati ugotavljamo, da je s posledicami županovega dejanja koalicija praktično razpadla. Mi v bistvu v mestnem svetu oziroma v mestnem svetu koalicije, ki vsaj ima večino, nimamo. Tudi pravno formalno gledano bi zdaj moral župan narediti 2 aneksa glede na 2 izstopa, da bi potem tudi vsi koalicijski partnerji to na novo podpisali in tako dalje. Tako da formalno gledano nas trenutno nič ne obvezuje k koalicijski pogodbi. Fakt, razpadla. In kaj lahko odslej pričakujemo od mestnega sveta? Nikakor pa to ne pomeni, da bi projekte, ki so za mesto potrebni, blokirali zgolj zaradi tega, ker nismo del koalicije. To bi bilo po mojem najslabše sporočilo mestu in našim občankam ter občanom. V bistvu koalicija razpadla, tako da bi bilo najboljše, da bi jo župan v bistvu razpustil, ker v bistvu več ni. Nosimo pa v Socialni demokrati odgovornost do tega mesta, da z podžupanjo gospa Alenka Iskra te projekte peljemo naprej. Mislim, da ima mesto dobrega sogovornika v njej na področju sociale, kulture, šolstva in nevladnih organizacij. V tem času mora Maribor tudi si, mi pa še enkrat sestavljamo ravno kar vlado na nacionalnem nivoju, si izboriti čim boljši položaj. Če se tega Maribor ne zna iti, bomo imeli naslednja 4 leta spet slabšo pozicijo. Tudi 6 mesecev je treba še občino voditi. In ne samo voditi, tudi upravljati tekoče posle, kot tudi ostale projekte, ki so. V tem času vse politične sile, opozicija in koalicija, bivša koalicija, bomo rekli temu, bi morali strniti vrste in tukaj isto maksimalno delati za Maribor, ne glede na predvolilni boj. Na tem mestu se sprašujemo, ali je bila današnja novinarska konferenca SD-ja sploh potrebna, saj konkretnih odločitev niso podali. Jasno je, da sicer mariborski župan podpore strani veliko svetnikov tako rekoč nima več, zato bodo naslednji meseci zagotovo pestri. Župan mestne občine Maribor Saša Arsenovič pa je podpisal pogodbo z izvajalcem del, ki bo izvedel dela v okviru ureditve nabrežja Drave Lent. Investicijo v vrednosti 7,7 milijona evrov, od katerih bo mariborska občina prejela 2,4 milijona evropskega denarja, bo izvedlo cestno podjetje Ptuj.
Obnova bo zajemala območje med Studenško brvjo in vodnim stolpom oziroma skupaj 2 hektarja površin ob Dravi. Gre za projekt, ki bo po županovih besedah povezal Dravo brez robnika preko srednjeveškega dela z mestnim parkom in hribovitim grčevnatim zaledjem v življenjski prostor, a je pred njimi še nekaj izzivov. Kako omogočiti čim bolj vzdržno sobivanje, gradnje in stanovalcev, ki so že tam, kako omogočiti delovanje gostinskih lokalov čim dalj časa med gradnjo, kako omogočiti parkiranje na vzhodnem in zahodnem delu Lenta in kako med gradnjo poskrbeti za relativno dobro pretočnost prometa. Kot glavni izvajalec bomo skupaj z podizvajalci se potrudili, da, tako kot je župan že povedal, naredimo vse, kar je v naši moči, da se projekt po kvaliteti in po rokih doseže. Promet naj bi med izvajanjem del potekal enosmerno. V nadaljevanju je še pojasnil, da bodo podrobnosti dorekli ob začetku projekta. Ob tem pa je še dodal, da bodo čim dlje časa poskušali tudi ohraniti gostinsko sezono. Vsaj do meseca septembra, vendar to ne sme vplivati na končno dokončanje del maja leta 2023, ker so s tem povezana tudi črpanje evropskih sredstev, tako da bo to prva prioriteta. Omogočen bo večino gradnje vsaj enosmerni promet zaradi ščitanja Mladinske Maistrove in drugih žil prometnih, ki so že zdaj obremenjene. Ob tem je ljudi pozval k strpnosti. Gradimo naše mesto za nas in je včasih treba seveda tudi nekaj potrpeti. Jaz verjamem, da bo izvajalec pri tem čim bolj subtilen. Dolgoročno pa imajo v načrtu še 14,5 km Dravske promenade. To je eden izmed podprojektov, kot so tudi Dravska kolesarska pot, pa izvedba kolesarskih poti v Melju, ki je že bila narejena, pa oživitev pri veslaškem klubu, pa tribune, pa brv preko Mariborskega otoka za pešce in kolesarje, pa izgradnja te brvi, za katero je že pogodba podpisana, ki bo na tem spodnjem nivoju mesta povezala levi in desni breg. Z deli naj bi pričeli predvidoma junija. Na novo bodo uredili cestišče, tlakovali površine, poskrbeli za zasaditev dreves in drugih rastlin, nova pa bo tudi razsvetljava in osrednji trg pred hišo Stare Trte, ki bo namenjen prireditvenemu prostoru. V Mariboru se je odvila uradna otvoritev sistema souporabe koles M-Bike. Uporabniki si lahko izposodijo kolo na katerikoli od postaj in ga na katerikoli od postaj tudi vrnejo. Izposojo lahko opravijo preko terminala na postaje ali preko mobilne aplikacije M-Bike. Maribor je že nekoč bil precej kolesarsko mesto in zgodovina se obuja le na inovativnejši način. M-Bike je bil, kot kaže obisk prve dni, med Mariborčani dobro sprejet. M-Bike je samo eden izmed delov, stebrov trajnostne mobilnosti, za katero si v mestu prizadevamo in omogoča pravzaprav brezplačno prihod v mesto ali na delo ali na vse druge dejavnosti, ki nas razveseljujejo in osrečujejo. Pogodbo za vzpostavitev sistema je občina sklenila s podjetjem Europlakat. Koncesijsko pogodbo so podpisali za 15 let. Da do danes je že registriranih 3500, več kot 3500 uporabnikov in do danes v teh 12 dneh je bilo tudi že več kot 10.500 voženj, kar se mi zdi super podatek. Uporabniki sicer letno registracijo plačajo 3 evre, nato pa si kolesa za posamezne vožnje izposojajo brezplačno. Načrti so dolgoročni. Verjamem, da je teh 22 postaj samo začetek ene zgodbe in upam, da jih bomo v prihodnjih letih, tako kot bo raslo mesto, tako kot se bo mesto razvijalo, tako kot bo rasli naši ekonomski potenciali, da bomo tudi gradili še več postaj, da bomo prišli v vse mestne četrti in krajevne skupnosti in s tem omogočili enakovredno, enakopravno obravnavo vseh. Otvoritev je popestril tudi MK. M-Bike rento za na Lent, ko posije sonce na to tega rata neverjetno. Mimo druge in čez stari most, ko prijem mesto, se počutim like a boss. Na levi fontana, glavni trg, mestna hiša, čekiram, če imaš še vedno isti bike bivša. Po uradni otvoritvi je sledila vožnja z mestnimi kolesi. V M-Bike je zaenkrat vključenih 21 postaj z 210 kolesi. Ti so razporejeni po širšem središču mesta. Do konca leta si želijo urediti še najmanj 3 dodatne postaje.
Rezbarško-umetniško društvo Kunguški detli je skupaj z drugimi društvi pripravilo vseslovensko razstavo ročnih del in rezbarstva. Razstava je v kulturni dvorani v Zgornji Kungoti na ogled do 8. maja. Predsednik Kunguških detlov Dušan Knehtl pravi, da so se kar dolgo trudili, da so lahko končno izpeljali vse slovensko razstavo ročnih del. Smo zelo veseli, da so nas se odzvali na naše vabilo, ta društva, kot so tu, z Rogatca in tako naprej, da se lahko sodelujemo zdaj naprej, tako da smo zelo veseli. Branka Bizjan, podpredsednica rokodelskega centra Moravče, pa je dejala, da v njihovem centru znajo narediti vse. Pri nas smo pravi rokodelci in znamo narediti od hiše, od voza, od kovino-pasarskih izdelkov, pletenja, vezenja, kvačkanja, slikanja na steklo, pletarjanja, skratka vsa ročna dela, ki obstajajo. Pri nas negujemo že 25 let. Skupaj z drugimi pa bi radi uredili tudi status rokodelcev. Potem smo povezani v konzorcij rokodelskih centrov v Sloveniji, kjer se skupaj borimo, da bi status rokodelca bil zakonsko opredeljen, tako da je zdaj v pripravi zakon o zaščiti in razvoju rokodelstva. Takšen približan je naslov, to je še v osnutku in upajmo, da bomo vsi skupaj uspeli, da bo to naša kulturna dediščina, rokodelska dediščina ostala in da jo skušamo vnesti nazaj v šolski program. Na razstavi je bil tudi podžupan, ki je nosil lesen klobuk. V Kungoti se zopet dogaja in vsi smo veseli. Vse slovenska razstava, ki so jo pripravili naši kunguški detli, s katerimi tudi kunguška plehmuzika dobro sodeluje in zelo smo ponosni in veseli, da ohranjajo to tradicijo. To, kar ima pa na glavi, pa ni pravi cilinder, ampak je leseni. In danes sem si ga sposodil, tako da bom izgledal bolj originalen na tej razstavi ročnodelskih izdelkov. Med razstavljavci sta bila tudi oče Franc in sin Robert Ferlinc iz Svete Trojice. Oče Franc nam je pokazal obnovljeno lajno in posodo pred njo. To je pa to, kar sem jaz že lani sred leta je bil v Trojici. Gospod Pahor, pa ga vse zanimalo, pa smo tudi to povedal. Sem ga vprašal, gospod predsednik, komu se prikloni kronana glava, predsednik? Je rekel, pojma nima. Sem rekel, lajna, rokomgnar noter vrže. In je on resno vzel, pa je kar nekaj vrgal. Pa zdaj moram reči, da ko je vrgal, je zazvonilo. Sem rekel, tak, zdaj ste pa videli, zdaj pa že v Mariboru v Ljubljani vejo, kako sem jaz zaslužil. Še eno. Zdaj pa smo vrgli enega tak, poleg, sem rekel, to pa je delno črno. Nam boste tudi mogoče malo pokazali, kako se zaigra? Z veseljem. Darja Majce, pozitivna ženska, ki si ne dovoli, da bi njena slabovidnost in multipla skleroza pretirano vplivala na njen vsakdan. Odločila se je polno živeti. Na eno oko je izgubila vid, na drugega vidi le 30%. Prizna, da je življenje z multiplo sklerozo težko, a ima cilje, ki jim sledi. V otroških letih je Darja izgubila vid. Na eno oko ne vidi, na drugega le 30%. Pri 18 sem dobila diagnozo multiple skleroze, simptomi so se začeli že majčkeno prej in se mi zdi, da je v bistvu multipla skleroza kar tista, ki je bolj zarotirala moje življenje na glavo, kot pa sama slabovidnost. Moram pa poudariti, da ti dve bolezni nista povezani. In kdaj je prepoznala prve znake, da nekaj ni v redu? Najbolj se mi je to začelo kazati pri telovadbi.
kot dijakinja sem zelo rada tekla, oziroma sem bila kar med boljšimi tekačicami v razredu. In je bilo pač to ful v bistvu čudno, ko kar naenkrat nisem več tekla naravnost, ampak sem z vsemi 4 krili oziroma z rokami in z nogami šla vse malo po svoje. In takrat mi je v bistvu profesorica rekla, da je Darja, kaj pa če bi obiskala zdravnika, tole nekaj ni v redu, a ne. Prizna, da je šla čez krizo identitete. Največja ovira, kje najti sebe s to boleznijo, na tem velikem planetu, kam spadam, a spadam med tiste, ki so zmožni, ki so lahko uspešni, a spadam med tiste, ki pač ne bodo nič naredili. Težava se pojavi na trgu dela. Moje največje ovire so se v bistvu pokazale ravno pri moji prvi zaposlitvi, ko sem pač ponosno vršila s tisto diplomo pod komolcem ven iz faksa in sem pogledala, čakaj, najprej se vprašam, koliko sem jaz sploh sposobna delati ob tej bolezni, ob tej utrujenosti vsakodnevni, ob teh fizičnih nespretnostih, koliko časa sem sposobna delati in kaj sem sploh sposobna delati in kdo me bo sploh vzel, kdo me bo sploh zaposlil. Celotno oddajo si lahko pogledate na lokalec.si pod zavihke oddaje Moja zgodba. Za na konec pa še k športu. Minulo evropsko prvenstvo v tekvandoju v Poreču je bilo izjemno uspešno za slovensko reprezentanco. Mariborski predstavniki so dosegli kar večino kolajn za Slovenijo. V športnem centru Barada so jim pripravili sprejem ob vrnitvi. Trener v športnem centru Barada Aleš Zemljič je pohvalil ekipo mariborskih tekvondoistov, ki so iz Poreča prinesli več medalj. Prav gotovo vedno znova tako dokažemo, da delamo strokovno, načrtno. Tako smo se tudi pripravljali na to tekmovanje. Res je, da zdaj 2 leti ni bilo večjih tekmovanj. V tekvandoju je bilo zadnje prvenstvo novembra lansko leto, prej pa 2 leti nič. Da smo imeli nekaj časa, da smo se dobro pripravili. Imamo pa to srečo, da nismo vezani na neke osnovne šole in za neke prostore, kjer bi si mogli zagotavljati prostor, ampak smo imeli tu naš hram, kjer lahko si vedno odpremo vrata in se pripravimo maksimalno. Žiga Zagoranski je postal evropski članski prvak v kategoriji do 63 kg. Torej bil je preskok iz mladinske v člansko kategorijo, pri katerem res nisem imel velikih pričakovanj. Torej preskok iz mladinske v člansko kategorijo je kar visok, tekmovalci so še za stopničko boljši, še za par korakov nad mladinci. Zato res, jaz sem šel na to tekmo brez kakšnih velikih pričakovanj, ampak na koncu se je le zgodilo. Tokrat ni bilo zapletov, a vseeno pravi, da je bilo napeto, sploh na začetku. V prvi rundi sem vedno tak napet, trd, imam mogoče tudi malo treme. Skratka, ta prva borba je res najslabša, ampak potem je načeloma šlo vse v vzponu in do zadnje borbe sem se počutil res vrhunsko. Tara Barada pa je zmagala v mladinski kategoriji do 50 kg. Borila sem se z 4 borkami. Prva borba je bila s Hrvatico, potem Poljakinja, Irka in potem pa še enkrat v finalu Poljakinja. Te borbe ocenila sama, so bile tekmovalke huda konkurenca? Bile so v bistvu zelo dobro pripravljene. Če primerjam s prejšnjim tekmovanjem oziroma prejšnjim evropskim prvenstvom, so zelo napredovale. Ampak se mi zdi, da tudi sem sama naredila en velik korak naprej, sem tudi pokazala dosti novih stvari, ki še jih prej niso videle, kar je bilo mogoče tudi presenečenje za njih in sem v bistvu zelo zadovoljna s svojimi borbami. 2 medalji, tako zlato kot srebrno, pa je prinesla domov Urša Trdin. Glede na to, da sem zadnji evropski naslov osvojila 2017 v tekvandoju, tako da je že kar nekaj let minilo in se mi zdi, da zdaj mogoče ima toliko večjo težo ta medalja, da mi je končno uspelo dobiti naslov nazaj. Pa mogoče še en taki malo večji pomen tega, ker sem v polfinalu se pomerila z Norvežanko, ki me je na zadnjem svetovnem 2019 v finalu premagala. Tako da je mogoče še dodatno težo dati te medalji in ja, res, bila sem zelo in hvaležna in vesela za osvojen uspeh. In tudi ona je imela napete borbe, pri katerih pa se ni predala. Moja najbolj napeta borba je bila ravno ta v polfinalu,
smo imeli, v bistvu sem bila izenačena po 2 rundah in smo imeli podaljšek, to pomeni še 1 minuta takoj zatem. Tisto sem potem zmagala 4:0, ampak je bilo, v bistvu, kar se pa taktike tiče, pa to, kaj trenerja vmes poslušaš, pa kakšne odločitve sam sprejemaš v tistih trenutkih. No. So pa prav vse uspešne tekmovalce na sprejemu v športnem centru Barada sprejeli tudi najmlajši člani tega centra, ki bodo nekoč stopali po njihovih stopinjah. Toliko za nocoj v oddaji Občinski informator. Sveže novice najdete na spletnih portalih lokalic.si in mbreport.si. Želim vam lep konec tedna in nasvidenje.